April je tukaj in ta april bo zagotovo povsem drugačen, kot vsi ostali aprili. Zakaj? Zaradi tega, ker, dragi moji, 20. aprila prihaja sončev mrk takega, kot ga vidimo samo 7-krat v enem stoletju. Prejšnjič je bil leta, da se spomnim, 2013 in naslednjič bo leta 2031. In vedno, ko smo šli gledati, kaj je to pomenilo, za 2031 še ne vemo, ampak ko smo šli v preteklosti gledati, kaj so pomenili točno taki sončevi mrki, naj ti povem, da je bilo to nekaj resnično izjemnega, nekaj posebnega, ampak predvsem je to eno veliko resetiranje. In nasplošno je zdaj še zraven april, ki je pa znan kot mesec, ki čisti. A imaš ti tudi občutek, da so ljudje nervozni ali pa brez volje, ali pa da gledajo samo nase? In jaz mislim, da se potrebuje nazaj sreča. Predvsem se je nekje v kolektivi zdelo, kot da ni več sreče. Pa vendarle je vsak izmed nas odgovoren, da to srečo najde. In tokrat mislim, da je prišel pravi čas. Zbrala sem vso gardo, res, od angelov do čarodejev. Izbrala malce močnejše karte, take Feniks karte, zato da skupaj pogledamo in se vprašamo, kako do sreče. Torej, po tvojem astrološkem znamenju, kaj je tvoj ključ? Torej, odpirali bomo ključe do sreče v mesecu aprilu, zato da lahko dobiš nazaj žar, voljo, motivacijo in vse tisto, kar je potrebno, ko govorimo o energijah tako močnega sončevega mrka, ki se zgodi torej samo 7-krat v enem stoletju. Pa ne pozabiti na koncu pogledati, ko ti bom še povedala o meditaciji stoletja, katero bomo imeli točno na ta sončev mrk. Ampak še prej seveda naj čaka nebeško skopa, naj se zgodi kar takole v živo. S kom bomo začeli? Pa začnimo z ovni, zato ko ovni april več ali manj, je april vaš mesec, pa bodite tudi tokrat prvi. Torej, ključ do sreče za ovne je karta, juggler. Juggler v bistvu karta v prevodu pomeni žongliranje. Vaš ključ do sreče bo, da v bistvu, kako bi rekla, najdete zelo dober način, kako žonglirate, medtem kar imate za narediti, medtem kar so vaše obveznosti, pridni ste, definitivno vam za to čestitam in tako naprej, ampak da znate žonglirati tudi s tem, da si vzamete dovolj časa zase, za svoje prijatelje, za stvari, ki vas veselijo in tako dalje. Zdi se mi, da, ko pogledam to karto, da je bilo preveč energije usmerjeno samo v eno polje in vi boste točno vedeli, katero to polje je. Ali ste bili preveč osredotočeni na odnose, pa so vam odnosi fulje malo energijo, pa je to sam šlo. Ali je bila to karijera, pa sam služba. Prišli ste domov, popolnoma ste bili izčrpani in nič energije ni ostalo za nič drugega. Čas je, da se uspešno žonglira za popolno srečo, da se žonglira med večjimi stvarmi v vašem življenju. In predvsem takle vprašam, kaj je tvoja osebna sreča, kaj so tvoji hobiji, kaj je tisto, kar je samo zate. Mislim, da za ta april je zelo pomembno, da se vprašaš, kje si pa tukaj ti. Mogoče v preteklih mesecih je bilo premalo tebe, zdaj mora biti več tebe. Okay? Torej, to ste bili ovni in potem imamo naslednje, imamo bike. No, pa da vidimo, biki. Biki, Mavrica, občutki, ko vidiš Mavrico, vidiš noter številne barve. Mogoče so bila vaša čustva enobarvna, kako bi tukaj rekla, enolična. Imam občutek, da se pri vas dogajalo, da ste bili vse neki brez veze, živim, da preživim, kako že rečejo, pa tako naprej. Vi rabite več raznobarvnih čustev, razumeš? Več veselja, več sreče, več se osredotočati na svoje čustva. Ogromen čustev ste neki pokopali vse,
ste jih nekako potlačali, ste rekli, ne da se mi ukvarjati z njimi, naj bojo tam, kar so in tako dalje. Ampak to vam definitivno ni prišlo prav. Rabite več čustvenega nabora, imate tudi ogromno angelov, ker zraven jih vidim v tej karti, ogromno nekega čustvenega nabora, ki ga rabite zbuditi. Tudi če se malo rabite s kakšnimi negativnimi emocijami soočati, ni to nič slabega zaradi tega, ker rabite potem tudi voljo in strast zadaj. Če boste otopeli, če boste sam ja, v bistvu zdaj malo brez veze, veš, ljudje so taki tečni, pa tako vse mi gre na živce. Ok, razumem, vsak daj to čuti, ampak če boste sam v takih občutkih, potem ne boste zadaj imeli strast, voljo in motivacijo, boste pa zato nekaj rabili. Meseca maja se vam znajo odpirati neke priložnosti in boste rabili ful nekega zagona in ful boste mogli pokazati navdušenja. In to navdušenje izgleda tako, ja, super, povej, kaj imaš. Ja, slišiš se kot dobra priložnost. Veš, ni to tako, rabili boste navdušenje, rabili boste ta vzvod in tako naprej. Skratka, definitivno bikci, definitivno bolj pridati, ampak vse to je vaša osnovna narava, tako da ste močni pa tako naprej, ampak zdaj se morate malo vrniti v to, ok? In potem naslednji ste dvojčki. Kaj pa za vas dvojčki, kaj vam prinaša mesec april in ta sončeva poravnava? Številke. Prav karta je numbers in ta karta simbolizira številke. Karkoli rabite stvari urejati, pravno, zaključovati za nazaj, prositi za povišico v službi, povečati kariero, dobiti kakršnekoli subvencije, ne vem, financiranje in tako dalje, vam definitivno mesec april to svetuje. Poglejte še številke za nazaj. A je treba karkoli urediti, a imate karkoli nedokončanega, ste kakršenkoli rok, da ga ne boste zamudili, da ga imate nekje pa nekaj odlašate. Definitivno nekaj, kar se veže na datume, to pomeni številke so na vaši strani, zaključovati stvari. Če ste karkoli odlašali, ja, bom takrat lansirala svojo spletno stran, pa malo še nismo dokončali, pa tako naprej. Zdaj je čas. Zdaj vas podpirajo, numerološki portali, številke, vse vas zdaj podpira. Od četrtega, predvsem dalje, ker sta podvojeni številki, pa tako naprej. Vse, kar je povezano s številkami, vse, kar je navsezadnje povezano z denarjem, manifestacija denarja in tako naprej, ker tudi, veš, na karti je gor številka, karta je označena s številko 26, vem, da zdaj tega ne vidiš, ker je predaleč, ampak ti jaz povem, kar je to 26, kar 2 plus 6 je 8, kar je spet številka obilja in denarja. Tako da tukaj imate tole, definitivno se temu za posvetiti, super vam bo šlo in kup enega novega obilja bi se vam definitivno odprl, za naprej vam to toplo svetujem, a ne? In po dvojčkih imamo rake, ok? Rakci, frnikule. Frnikule, sploh takole raznobarvne, simbolizirajo raznovrstne odnose. Zaradi tega, ker frnikule, a veš, se veš, zakaj se frnikule uporabljajo, kako se igrajo, ena druga se zaletavajo njo pa tako naprej. Vkolikor ste imeli občutek, da so se odnosi turbulentno zaletavali v vas, sploh raki, ki znate biti tako nežni, tako občutljivi, pa tako naprej, ful ste lušni, vkolikor ste imeli občutek, da se odnosi zaletavajo v vas, da vas kritizirajo, da kar, a veš, kako rekla, kar po domače lajajo na te, ne? Razumeš, je čas, da to uredite. Niste nobena frnikula, da vas nekdo, razumeš, švrca, da vas kar meče v nek kot, da se zaletava v vas in tako naprej, zato da se ljudje z vami igrajo. Kljub temu, da ste raki zelo potrpežljiva bitja, jaz mislim, da bi bilo zelo fajn aprila, da pridete do tega, da malo presenete ljudi, pa da malo usečete z, kako se reče, z štajerščino od Mihaela Pobrada, on je mislil, da oni reče usečete, da usekate z roko po mizi in rečete, dosti je bilo, a štekaš, z mano se tako ne dela, dosti je bilo in to je moje stališče, ne probi mi ves čas premikati mojega mnenja, se igrati z mano, ker sem neka frnikula, pusti me primer, za svoje življenje hočem to, hvala ti za tvoje mnenje, ampak ne probi me ukrivljati po svoji podobi. Raki imate tukaj
ob tem sončevem mrku, ko bo 20.4. absolutno veliko šanso, da vi pa zdaj malo tudi svoje zobke pokažete, pa da se vas nekaj premetavati, razumeš, okoli, kot seveda frnikule. In potem ste tukaj levi, za rakci pridajo potem levi. Kaj pa bo za naše leve? Itak, karta praznovanja. A ste vi opazili, levi, da vedno, ko delamo nebeško skope, jaz čakam eno karto, da boste vi imeli neko lekcijo, pa ne da vam prvoščam, da boste nekaj imeli, da bo, ne vem, da boste rabili kaj delati. In potem dobite karto celebration, kar je karta praznovanja. Vam levi, definitivno glede na to, da je ogromen zlate barve na tej karti, definitivno svetujem, da naredite ful velike premike. To pomeni, če ste imeli neke večje želje, ampak mogoče še ni bilo čist pripravljeno, pa se je nekaj čakali, pa tako naprej, potegnite v aprilu naprej. To pomeni, tudi če boste malo manj spali, pa malo več časa vložili, april vam je mesec, ko potegnete stvari manifestacijsko naprej. Sončev mrk, definitivno levi, Atlantisova energija zelo je vam pisan na kožo. Vam bo to tako, samo stvari vam bojo padale v naročje. Jaz bi bila tukaj edino previdna zato, da veliko se bo hitro dogajalo, da lovite te priložnosti. Da čisto vsako preverite, da za tem greste, da ful delate, da ful vlagate energije, zato v bistvu, da vse skupaj zaženete in potem v naslednjih mesecih bi vam mogli iti kar samo od sebe. Ko bravo, levi, spet vam ni treba, mislim, se imate kaj zadelati, ampak nisem vam treba pa nič matrati. Kaj ne vam rečem? Čestitke. A veš kaj, prav šla bom na občino, pa se pozanimam, če se lahko datum rojstva spremenim, da ga bom imela tako kot Mihael 1. avgusta. A veš, da so fajn karte odpirale, hecam se. Ok, potem ste naslednje, ste device. Kaj pa imate vi, device, da vas vidimo, karta, ogledalo, evo jo, samozavest. Ogledalo, vse veš, če se pogledaš v ogledalo, je to noter samo podoba. Gre se za to, dragi device, da zdaj res pogledate v ogledalo in da se zaveste, kdo vi ste. Vi ste zelo posebna bitja in niste tisto, kar vas drugi hočejo skreirati po svoji podobi. Ogledalo pravi, da je edina resnica tista, kar jo lahko zagledaš v ogledalu. To najbolj pristna tvoja resničnost je, ko zagledaš svoj obraz in ne obraz drugih ljudi. Kar pomeni, da imate tokrat res ogromen za narediti na svoji vrednosti. Da se zaveste, kdo ste, tudi ogledalo samo, tudi če gledaš ful je lepa karta, je simbol lepote. Da se zaveš, da si lepo bitje, da si vredno bitje, da si spoštovano bitje in da se tudi zavedaš, da se mora s tabo tako delati. To pomeni, da na prvo mesto daješ to, da sebe ceniš, da svoje želje ceniš in tako naprej. In če ti kdorkoli proba, to je md. Če ti proba nekdorkoli v ogledalu narisati podobo, ki ni tvoja, razumeš, da takmu človeku obrneš ogledalo in mu rečeš, poglej sebe. Ker ti vsak mora v ogledalo pogledati sebe. Ogromno imate tega, tudi energijsko se zaščititi pred kakršnikoli zunanjimi vplivi. Pazite zelo na energijsko zaščito, pa tako naprej. In morate se zavedati svoje vrednosti, ker tudi če karto pogledamo, karta številka 23, 3 plus 2 je 5, to simbolizira velike spremembe. Torej, letos nasplošno vas čakajo eni velike, 5 je zelo super, ampak 5 je čisto novo življenje, veš. Vem, sem poročena s 5 po rojstvu, veš, vedno tako, to so ful veliki premiki, pa so selitve, pa so poroke, pa so rojstva, pa so mednarodna sodelovanja, pa tako naprej. To je vse 5. In če imaš karto 5 in potem že dejansko tole ogledalo, je to za tebe sporočilo tvoje želje. Torej, zavedati se, kdo si, kaj si zaslužiš, vkolikor ti ljudje hočejo to imeti, nastaviti jim ogledalo, zahtevati naj sebe pogledajo, zakaj probajo projecirati sebe čez tebe in paziti, da ne boste ukrivljali svoje podobe. V ogledalu rabiš imeti svojo podobo. Se veš, malo je scary, če v ogledalu zagledaš podobo nekoga drugega, ne svetujem. Ponavadi je to samo grozljivka. A veš, kaj mislim, ne? Ok, potem pa gremo naprej. Tehtnice, drage tehtnice, kaj pa imate vi? Tehtnice. Dobra karta. Hands, ustvarjanje. Ustvarjanje.
Drage tehnice, ful imate v aprilu, Sončev mrk vam bo prinesel nove ideje, čist nekaj, kar še niste delali. Nekaj čisto novega, nove ideje, nova kreativa, stvari, ki jih lahko z rokami naredite in ustvarite, vse, kar je, prav je, da meditirate, tako naprej, ampak vse, kar lahko fizično naredite. Če imate karkoli opravka, recimo tudi z vašim prostorom, z vašim domovanjem, če ste hoteli karkoli prenavljati, če ste razmišljali, zdaj bi vam bil idealen čas, če ste razmišljali, da bi poslovni prostor, ki je osvožili, kakšnega novega odprli, idealen mesec bi vam bil tehtnice april. Idealen mesec, da to naredite. Res, ful vas bodo tudi prostori podpirani, tako naprej, vse, kar se lahko z rokami naredi. Tudi vsi, ki ustvarjate z rokami, pa slikate, pa ste mojstri, pa ne vem, kaj še vse delate, veliko tega vložiti v roke in krati roke, simbolizirajo tudi zdravilce, torej vsi, ki se ukvarjate z zdravilnimi metodami, boste v mesecu aprilu zelo podprti in pogledajte, kaj vse lahko delate z rokami. Tudi recimo vi lahko delate take stvari, kot so magija, obredi, ki se dela z orodji, z rokami, bi vas zelo podpirali. Poglejte si mogoče tečaj prihaja bele magije. Čakaj, kdaj že 14. maja bi vam svetovala ena taka res luštna stvar za vas, ok? Ok, škorpioni, nisem rabila vprašati, ste videli, kaj se je zgodilo? Karta hiše. Karta hiše simbolizira, da bo v vaši hiši prišlo do nekih velikih sprememb. To pomeni družinski odnosi, škorpioni, vidite, mi smo kar potem padali v vas. V vaši hiši bo prišlo do nekih velikih sprememb. Definitivno imate aprila čas, da postavite zelo močne družinske temelje, ampak to ni slaba karta, ampak da se še bolj povežete kot družina, da postavite celo novo energijo, kako vi delujete kot družina in z družinskimi člani za naprej. Vkolikor rabijo kateri kot družinski člani malo za nazaj še spucati vzorca, ampak je to v neki družinski hiši je zdaj prava čas. Ampak čas je, da se osredotočite na družinske odnose, to pomeni starši, otroci, partnerji, razumeš, ti do svojih otrok naprej, pa tudi širša družina, ki ti prihaja na obisk noter v tvojo hišo. Definitivno rabiš postaviti energije zaradi tega, da se in to meseca aprila, zato se energije v družini postavijo, da vsak ve, kaj je individualnost nekega družinskega člana, kaj si vsak izmed vas želi, zato se pol vi ne boste rabili ukvarjati s tem. Potem se boste konec leta hoteli ukvarjati ful z drugimi stvarmi, nekaj boste razmišljali, tudi služba, kariera, kaj hočete več. Zelo vam je karta naklonjena, tudi če boste razmišljali o svojem poslu, da bi ga odprli, zato hočete imeti v bajti gmah, razumeš? Da te družina podpira, da se vi dobro razumete in da imate tam mir. In to je zelo pomembno, da se v mesecu aprilu naredi. Ampak drugače tudi, res vam upala veliko vas, ki zdaj tole gleda, imate možnost, da ful razmišljate o samostojnem podjetništvu, če do zdaj še niste, tole vam je dobra karta za to. Ampak zato rabite imeti tudi podporo družine, da vas bojo pri tem podprli, da boste šli v to. Okay? Tako evo, vi ste kar padli. In potem ste naprej strelci, te karte kar plešejo. Strelci, karta neskončnosti, karta duhovne rasti. Dragi strelci, mesec april je za vas čas duhovnih tečajev, knjig, izobraževanj, meditacije, povezave s kozmosom, komunikacija z angeli, magija, karkoli izmed duhovnega vas zanima, odklepanje starodavnih spominov, spominjanje prejšnjih življenj, neke duhovne modrosti rabite, če bi lahko meseca aprila posvetili ful veliko temu, bi se vam odprle neskončne možnosti obilja vseh vrst. Imate neverjetno podporo kozmosa, ampak Sončev mrk, konkretno, ki prihaja vam zelo blizu. Tudi karta, ki jo pogledamo, Infinity je karta, gor na karti je 8, neskončna osmica, ampak karta je 18, 8 plus 1 je 9, kar je številka duhovnosti. Razumeš, ogromno nekega stika, priprošen k angelom, meditacija, čarodejstvo, karkoli vas zanima,
pospešeno v duhovno rast in dobite odgovore na vse svoje želje, na vse, kar ste si kadarkoli želeli. Res, fajn karta ste dobili. Okay? Kako lepe postavitve, zelo. In potem naslednji ste kozorogi. Kozorogi, abundance. Abundance, karta abundance, sprejemanje, karta številka 1. To pomeni, prihaja vam obilje, kreacija obilja, tudi za vas se priporoča. Dobro, strelci imajo duhovno rast, za vas se pa priporoča, da delate konkretno meditacije in povezave za manifestiranje. Da dobite, kako lahko nekaj, kar je iz duhovnega, vidite v prostoru in času. Ta karta, glede na to številka 1 in tudi številka komunikacije, vam tudi sporoča, da dajte kdaj poslušati druge ljudi. Ne mislite, da za svoje obilje rabite vse sami, absolutno ne. Lahko vam neki ljudje pomagajo, predvsem neke ženske osebe vam lahko pomagajo. Poglejte, koga lahko zaprosite za pomoč pri projektih, da vam nekaj prinesejo, omogočijo, dodajo vrednost in tako dalje. Niste samo, veš, jaz sem najbolj pameten, saj ste, ampak tukaj vam sodelovanje z drugimi ljudmi, sploh tako, ko je gore ena taka punca, razširi roke in potem so slapovi, več slapov, ki teče proti njej, a ne. Sodelovanje z drugimi ljudmi bi vam res dobro prišlo. Karkoli že imate svoje storitve ali svoje želje, ponudite svetu, to je tudi karta socialnih omrežij, interneta. Povejte svetu, kaj imate, s čim sodelujete, kaj imate za ponuditi. Ne se zdaj nekje skrivati, razumeš, pejte bolj pod žaromete, definitivno vam to svetujem, definitivno. Wow, super karta, ne? In potem smo naslednji vodnarji. Vodnarji. Kaj imamo pa mi? Karta, vrata. Vrata so, ki se odpirajo, razumeš? Odpirala se bodo neka vrata, ampak, a ne, zdaj, če pogledamo, jaz ti bom sicer povedala, ker je težko tam na kameri videti, to pač doorways in naslov karte številka 11, kar pomeni tudi karta, da treba ful paziti na svojih misli, ampak tukaj je v bistvu en moški, ki je pred zaprtimi vrati, okay? In potem je zraven ta isti moški, oziroma dvakrat sta moška pred zaprtimi vrati, potem je pa en moški pred odprtimi vrati in na drugi strani so oblaki, okay? Če ste vodnari imeli občutek, da se vam je nekaj končval, nekaj zaprl, nekaj, da ste zgubili, morate vedeti, da ja, absolutno je človek, če kaj izgubi, pa tako naprej, je žalosten, pa tako naprej, ampak v bistvu sem bojo odpirala nova vrata, nove priložnosti, vse energije, kadarkoli ste imeli občutek, da ste kaj izgubili, da vam je bilo odvzeto, kakorkoli že, se vračajo, definitivno se vračajo nazaj k vam. In še veliko bolj svetle in to vam bojo prinesli angeli, zato ker ta moški, ker na drugi strani so oblaki in je taka svetloba na karti, ne? To pomeni, angeli vam nekaj vrnejo nazaj, nekaj vam prinesejo, neke nagrade dobite. Pazite samo na svoje misli, da ne boste gledali, katera vrata so se mi zaprla, kaj sem jaz zdaj tukaj zgubila, a ne, a razumeš? Ampak vedi, da definitivno angeli so na drugi strani in odpirajo ti vrata in prinesli ti bodo direktno iz nebes neke nagrade. Samo na misli pazi, ker 1-1, torej 11, simbolizira čisto angelska številka, če jo gledamo, ne? Imate te angelske številke na naši strani, lahko malo pogledate, ne? Simbolizira samo ohrani vero in upanje. In definitivno se ti svetloba, ko se vrata ponovno odpre, se vrne in čist vse, kar so v preteklosti končali, pa vas je razžalostil, boste zdaj dobili take, mislim, jaz se definitivno strinjam kot vodnarka, ne, boste dobili take obliki nazaj, da vas bo absolutno šokirali. Jaz sem pripravljena. Gre kar vrata odpreti, veš, da v malo hitrejš hecam se. Ok, in še zadnja ste ribice. Ribice bojo zaplavale. Ribice, tretje oko, evo ga, všeč.
Jaz sem najbolj vesela, kad povem. Preroštvo, kanaliziranje. V mesecu aprilu imaš pri meni 15.4. tečaj jasnovidnosti in angelske terapije. To bi bilo idealno zate. Nočem te siliti, sam omeniti, da obstaja. Wow, ful boste imeli jasnovidne sanje, uvide, sledite tej intuiciji, ful boste imeli kar neke prebliske, kanaliziranje se vam bo odpiralo v tem sončevem mrku, vam to prinaša. Ker tudi, če se vam prej zdelo, joj, meni ta intuicija dela ali ne dela, se to malo pokvarila, ne? Zdaj se bo to vse odprlo. Vam se bo zdaj to tako odprlo, da je tako noro. Delite veliko na tem, prav na jasnovidnosti in na kanaliziranju. To so izjemne stvari, tako da v bistvu ta pretok tega sončevega mrka, ki prihaja, bo vam prav to spodbudila, ne? Tako da super ste tudi ribice dobile in evo, pred sabo imamo res čudovito postavitev, a ne? In jaz mislim, da se to tako močno odprlo in da v tem sončevem mrku je definitivno dobro, da vsa ta sporočila seveda tudi upoštevate. Mesec april zanimiv, torej povedala sem že, 20.4. hočeš biti pripravljena. Jaz ti svetujem, da si pri nas na meditaciji. Pripravila sem eno meditacijo za ogromen pretok, taka malo mistična, aktiviranje zelo take zlate energije, močne energije za dvig, za popolni dvig frekvence. Poglej si sama to meditacijo in če že gledaš ta nebeško skop, te prvo vam povem, mi smo zdaj odpirali ključe do sreče. Okay? Veliko ljudi še ne ve, zato ker še nismo povedali. Povedali bomo tistim, ki gledate nebeško skop. Z Mihalom se 19. maja vračava na velike odre. Dosti smo bili za zaprtimi vrati. Evo, vodnarji! Zdaj mi je v bistvu, evo, jaz vodnarka. Zdaj v bistvu še dodatno sporočilo, ne? Dosti smo bili za zaprtimi vrati, ljudje smo se kar nekaj otujili, zabubili smo se doma, tako naprej, ampak v skupni manifestaciji je moč za vsakega posameznika. Pripravila bova dogodek ob izidu najine knjige 8 ključev življenjskega cesarstva. Nor dogodek, zabaven bo, interaktiven bo, močna sporočila bova v tem večeru prinesla na oder. Ko prideš dejansko na dogodek, tudi dobiš svoj izvod knjige, na koncu bova podpisovala, družila se bova z vami, čas je, da se to vrnemo. Neverjetne stvari se pripravlja, ogromne zneske darilnih bonov in tako naprej. Resnično sva ti pripravila čudovit dogodek, tako zdaj si zvedela za to čist prvo, tako da toplo te vabim, da naklikaš vse te čudovite dogodke na potovanje.si in naj bo april in sončev mrk in vse energije na tvoji strani. Do naslednjič, lepo se imej in adijo.